Konfucijevi inštituti nosijo ime po starokitajskem mislecu iz 6. stoletja pred našim štetjem. Njegove modrosti namreč še danes vplivajo na kitajsko družbo in miselnost v njej. Konfucijanizem poudarja pomen reda in hierarhije, spoštovanje dostojanstva in časti drugih, še posebej učiteljev, družinske vrednote in mir, tako znotraj družine kot na svetu. So I think the Confucian Institute here, we just try to set up a platform, not only for Chinese language and the culture teaching, but more importantly a platform for the communication and understanding between the peoples of two countries, like in China and Slovenia. Konfucijeve učilnice po vsej Sloveniji obiskuje okoli 800 otrok, dijakov in študentov, vzpostavljeni pa so v 20 partnerskih institucijah, od vrtcev do fakultet. Za dosego svojega namena inštitut organizira tečaje kitajskega jezika in kulture, kjer poučujejo naravni govorci. Na filozofski fakulteti je poučevala sinologijo profesorica iz Šanghaja Jerong kot prostovoljna učiteljica te ustanove Hambana. In po 4 letih si je res želela, da bi tudi mi dobili v Sloveniji Konfucijev inštitut, vendar ni bilo institucije, ki bi to želela narediti, in prišli so do mene. Že jaz vodim namreč našo mednarodno pisarno na ekonomski fakulteti, kar je zelo nenavadno, da se ima Konfucijev inštitut na ekonomski šoli, na poslovnih šolah. Vendar je prišla z dobro idejo in takratni dekan, profesor Mramor, in jaz sva odločila se, da je to mogoče dobra pot tudi za nas, da nam bo odprla mnoga vrata, in 2010 smo res uradno odprli Konfucijev inštitut. In mislim, da smo ga s pomočjo Konfucijevih učilnic, in prva je bila tukaj v Mariboru, tudi razširili po vsej Sloveniji. In najlažje in presenetljivo, tako hitro se učijo otroci tja do 10. leta. In s takim veseljem, da so oni tudi naši najboljši ambasadori. Danes njihovi starši prihajajo k nam, da jim tudi za njih naredimo predavanja in tečaje. Delamo pa zelo močno tudi, da razvijamo, kako se dela in posluje s Kitajsko. Imamo tudi predmet na ekonomski fakulteti. Na mariborski drugi gimnaziji so ponosni na Konfucijevo učilnico v prvem nadstropju šole, ki so jo opremili leta 2012. Dijaki od 1. do 4. letnika pa jo kot izvenšolsko dejavnost, tako kot drugod po svetu, brezplačno obiskujejo 2-krat na teden. Gre začetno čisto za seznanjenje s kitajskim jezikom, potem osnove fonetike, potem pa tudi neke pismenke, koliko se pač to da. Bolj namen je pač eno seznanjenje. Eni, ki pa ostane se že pa potem bolj resno učenje kitajščine. Koliko učencev je to zdaj na drugi gimnaziji konkretno? Pri nas je zdaj okrog 25 otrok, ki se uči kitajščino. Kaj bi rekli, kaj je tisto, kar nas učijo Kitajci? Katere vrednote, kaj novega prinašajo? Ja, mislim, da predvsem tisto je vztrajnosti, ene discipline do stvari, ki jih počnete. Pa predvsem tudi upoštevanje svoje zgodovine, da pač tisto, kar počenjate v življenju, se ne začne z vami in se tudi z vami ne bo končalo, ampak ima to neko dolgo zgodovino. Letos bodo medse sprejeli tudi nekaj kitajskih otrok, ki zaradi daljšega bivanja v slovenskem okolju materni jezik, mandarinščino, že govorijo slabše. Konfucijev inštitut je na tem koncu možno obiskovati tudi na gimnaziji Ptuj, na osnovni šoli Franceta Prešerna v Mariboru in v vrtcu Slovenska Bistrica. Letos je nekaj dijakov bilo med 140 slovenskimi dijaki in študenti, ki so obiskali poletni tabor v Šanghaju, ki poleg Pekinga že vsa leta gosti udeležence Konfucijevih inštitutov, da pobliže spoznajo kitajsko kulturo. Tudi dekleta s kranjske gimnazije so bila med njimi. Začela sem se učiti kitajščino lansko leto. V bistvu je pa to kot možnost izbire za tretji jezik. Meni je že sam jezik všeč, to, da lahko govoriš jezik, katerega drugi ne zastopijo. Sploh pride fajn v šoli. Po mojem nasploh je v bistvu drugačna kultura, že kot po zgodovini gledano so imeli drugačne, bili so tudi v določenih pogledih bolj napredni kot mi, tako da v bistvu drugače pa hrana je drugačnejših okusov, ter kultura se mi zdi, da so veliko bolj povezani med seboj kot določene države v Evropi. Si že bila na Kitajskem? V bistvu vse smo bile na poletni šoli v Šanghaju in pač smo v bistvu se tam učile kitajsk, pa pač njihovo kulturo smo spoznavali pa tako. Ti si pa Kitajka, ki si se rodila že v Sloveniji in imaš obe kulturi pravzaprav v sebi. Kako se obivata ti dve kulturi? Ja, sem se nekako prilagodila, da se
prilagajam glede na okoliščine. Doma govorite kitajsko? Mandarinščino, ja. Kaj pa Kitajci vedno fotografirate, snemate, zakaj, odkot to? Jaz pravkar zdaj live streamam, tako da v bistvu ne, zanimivo, ker Kitajska je velika in včasih prideš v stik prek interneta, tako da veliko je tega spletnega druženja, socialnega druženja, mislim tako prek interneta pa to. Na Konfucijevem dnevu se je predstavilo tudi 8 uspešnih kitajskih umetnikov, med njimi slikar Shi Chu, čigar dela, eno od njih je poklonil tudi naši televiziji, so na Kitajskem zelo cenjena. 我写的是中国风丝路情，也就是习近平主席提出一路一带之后，我们要把中国风沿着狗丝路传播出去。这个也不可以这么说，但是那个上海世博会的时候，世界各国的博览会都在那个馆子都在上海浦东，有幸中国馆的贵宾厅是我创作的和谐曲，然后就是中央的书记胡锦涛会见普京的那个大厅是我创作的和谐曲，反映生态题材的。We are making some Chinese characters. For example, this one is when Chinese people get married and on the weddings, so they will stick this on the window, and and like this, it's the meaning of a Chinese character of spring. So when the spring festival coming, people will use this to decorate their rooms. Gneča je bila seveda tudi pristojnici s kitajsko hrano, ki pa poleg kitajskih trgovin ni edino, kar si od svoje kulture Kitajci želijo deliti s Slovenci. So I think, for the Confucian Institute here, we are not only present a traditional China, we are also present a modern China. So actually, Chinese restaurant here or Chinese shops here are only a very small part of Chinese community, Chinese culture. I think, the people here are so nice. That's very good. I feel at home here, The second thing, that you have a sense of perfection, You try to make everything perfect. Yasem Duchuan, Pisem She. Dušan. This is like Slovenian Dušan. Kaj je vam najbližje, najdražje, najlepše, kar ste od kitajske kulture prejeli, se naučili, vzeli za svoje v tem času, odkar ste direktorica inštituta? Zelo lepo vprašanje. Za mene osebno spoštovanje še vedno do starejših in spoštovanje do staršev. Eden od zaščitnih znakov Kitajske je panda, natančneje orjaški panda ali bambusni medved, ki danes živi samo še v izoliranih visokogorskih gozdovih na Kitajskem, saj je zaradi izsekavanja bambusovih gozdov ogrožena vrsta. Vendar mu po zaslugi številnih okoljevarstvenih programov izumrtje več ne grozi. Prešteti jih je mogoče okoli 1500. Tudi to smo lahko izvedeli na Konfucijevem dnevu v Mariboru, ki je istočasno potekal v vseh 94 državah po svetu.